ko mala beba, šta ti treba? Kik do kika da te mogu jebat sve ti da. Pa ti mene od džale udaraš, jebeš bas, jebeš džas, ajde pičko, marš, marš. Vrsi tu da vidiš kako radi to Bečirović. Vorka bit šaketa, jako nisu naši bitovi. Tito, Mussolini, Hitler, niko nije jak, ni Tupak. Ne može da s nama lovi tać, sekta dere, baš deri. Evo vama jeben dis, otvara se kavez, pa iz njega skače ris. Nećeš kis, nećeš pis, pazi sada ovaj skill. Upoznaj zašto Raja viće Mirko pravi kill. Deri, kolji, sve noke mu polomi, kao da je bager, jer on ti kosti drobi, jer je bolji. Pizdo, ajde pamti ovo ime Mirko Vorkapić, zato još nauči bolji si. Dragi gospod gospodje, gledalke in gledalci tretje televizijske mreže v Sloveniji, lep dobro večer. Tudi iz komentatorskega mesta nad tribunami oziroma v neposredni bližini ringa, kjer se danes dogaja Metal Europe Tournament 2006, tradicionalni dogodek, ki se je iz Volče Drage letos preselil v središče Nove Gorice na Novogoriško plažo. Verjeli ali pa ne, tudi Nova Gorica ima od letošnjega leta dalje plažo. Primož Troha ob mikrofonu zdaj z vami, z mano pa tudi Jure Milošević, ki je že v lanskem letu pomagal spremljati tale dogodek. Jure, pozdravljen. Pozdravljen. Torej, prej smo začeli s temle oglašanjem z komentatorskega mesta, smo se pogovarjali malo o tem, kdo ima več šans za zmago, špekulirati, hvala Bogu, stavnice niso išle. Na Vorkapić, povedati treba, Vorkapić je sin istoga Vorkapića, ki je nekakšen, bomo rekli, kar začetnik tajskega boksa. Povdarjamo tajskega in ne tajvanskega boksa. Pride do velikih zmešnjav ponavadi. V glavnem, mislim, da zaenkrat, kakor sva se pogovarjala po umetniškem vtisu in izgledu, da ima Švicar. Torej Bećiri večje možnosti. Da ima bolj blešeč, plač bolj pade v oči, kar pa ni pogoj. Ampak tudi po zmagah in v statistiki za zadnja leta Bećiri vodi pred Vorkapićem. Vorkapić je sorazmerno mlad tekmovalec, velik talent, evropski in svetovni, in mislim, upajmo, da bo danes pokazal, kaj zna. In Švicar je poslal nazaj v Švico. Zdaj pa čisto zares v skupini S1 Vorkapić in Šemsi. 3x3 minute. Tako, 3x3 minute igrajo. In to je že Šemsi. Bećiri, Šemsi je ime, predvidevam. Tako. Mislim, da začel bolj podjetno. Vorkapić se še tipa z njim. Hoče videti njegove prve udarce, poteze. Tako. Vorkapić prihaja iz Skorpion kluba iz Novega mesta, kjer se je vse skupaj tudi začelo z Mutajem v Sloveniji. Zelo dober udarec, rahla izguba ravnotežja za Bećirija. Vorkapić mislim, da ima tudi nove hlačke. Prinaša to srečo, oziroma se gleda tudi, da ima pri opremi več teh dodatkov tajskih, ni to še vreževerja? Večina tekmovalcev je kar vreževerna, tako da večina jih tudi nekako ne prevzame budizem, ampak prevzame te njihove vrednote, navade, tako, in se podredi nekako tajskemu stilu. Bećiri je mogoče bolj napadalen in Vorkapić mu je, mislim, da že pokazal, da se ne bo dovolj blizu. Sicer pa smo v minulih letih tudi opazili, da ta napadalnost lahko drago stane napadalca, ker se prej izmuči, prej upeha. Čeprav s kondicijo verjetno nimajo težav, ampak vseeno zmanjka proti koncu. Sicer je zmeraj prve runde, na tajskem je nasplošno običaj, da prve runde so mirne, se pravi, da se čeprav izgleda, da je samo tukaj ni nič tragičnega bilo za Bećirija. Na tajskem imajo nasploh običaj, da se prvo rundo samo tipajo, samo po en udarc in več. In potem, ko se runde vrstijo, se tempo stopnjuje in tudi udarci se bolj težki ratujejo. Teži. V nedovoljeno
cono, če tako temu rečemo. In razumljive težave Bećirija. Sicer je pa to velikrat tudi za tekmovalce počitek. Mislim, da nima večjih težav. Nadaljeval. Če že lahko skače, potem res ne more prav hudo. Kot vidite, je Vorkapić mogel stopiti v nasprotni kot, tako kot pri boksu. In se nadaljuje. Mislim, da ni. Bećiri mu hoče pokazati, da ni hujšega. Lepi udarci, lepe krošeje mu daje Vorkapić. Lepo je zakrit. Leva roka najde tarčo. Tako. Mislim, da je v tej prvi rundi kar Vorkapić že zmagovalec. Edino, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Tako, konec prve runde. Zaključek prve runde med Vorkapićem in Šemzijem oziroma Bećirijem. Kar nekaj dobrih akcij ima Vorkapić. Ja, tudi na kolena je spravil, čeprav z nedovoljenim udarcem. Nedovoljeno cono. Tako. Zdaj je nekaj še za oči v ringu. Sicer ne vemo imena letos. Letos pa res smo pozanimali, potem ko bo pauza, ko bodo navajen, ker bo spet prišli na pisto, no pa pozanimali, kdo sta ti dve dekleti. Torej pripravah na drugo rundo. Mogoče besede o samem tajskem boksu in podarjam še kaj tajskem, ne tajvanskem. Pravzaprav se to razvilo iz borilne veščine, ko je bil trenutek, ko orožje ni več prišlo v poštev in je bil mož na moža. V zgodovini Tajske je bilo veliko vojn in spopadov in ko možje v tajskih vrstah niso več... Veščina je dolga, mislim, 1000 let že obstaja in izhaja čisto iz borbenih, ne vem, kako bi drugače povedal. Tako, ja. Pravzaprav potrebe po bojevanju na manjših razdaljah in brez orožja. Tako, se je izkazala za zelo uporabno. To je tudi, včasih je bilo dovoljeno še več, kakor je zdaj pač prilagojeno današnjemu času. Včasih so imeli samo povite roke ali pa sploh ne. Možni so bili vsakršni udarci. Zdaj pa vse bolj prečiščeno in prilagojeno evropskim in svetovnim razmeram. Čeprav obstajajo tudi nelegalne stvari. Verjetno v domačih krajih se je še obdržal tudi čisto ortodoksne oblike. Največ pa k temu pripomorejo stave, seveda. Torej pozorilo pomočnikom, da zapustijo ring. Ampak naj povemo za gledalce, da je pri tajskem boksu po mojih izkušnjah manj poškodb kot pri nogometu ali pri košarki. Čeprav zgleda neverjetno krut šport. No, to je tudi recimo eden izmed vidikov, ki mnogo odvrača tega, ker izgleda zelo krut. Vemo tudi recimo v minulih letih je prišel do kar nekaj nokautov tehničnih, pa vendar brez hujših posledic. Jaz še nisem, odkar spremljam tajski boks, nisem še slišal za... No, slišal sem že, ampak nisem bil pa... Mislim, da je bilo tukaj kar... Vorkapiću kar spet svojo levico. Levi kroše. Mislil sem, da bo Bećiri bolj podjetan, bolj agresivan, ampak mogoče statistika ne pove vsega. Tako človek ima občutek, da še zmeraj tipa nekako Bećiri.